Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 10. marec 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Širitev avtocest, hitra železnica in mariborsko letališče. Kako stranke vidijo prihodnost prometne infrastrukture? Posledice ameriškega in izraelskega napada na Iran so evropski potrošniki hitro občutili v denarnicah. Začeli smo serijo Mala šola politike. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Naj vas za začetek spomnimo, da ta teden sledi še zadnji 5. duel, objavljen bo v sredo. No, tokrat analiziramo infrastrukturne načrte strank, ki se 22. marca podajo na parlamentarne volitve. Prometna infrastruktura ostaja ključna razvojna tema. Pri širitvi avtoceste in povečanju pasov so stranke deljene. Levica, Vesna in SD stavijo na železnice, Svoboda, Prerod, SD, NSI in SLS pa zagovarjajo tretji pas kot eno od rešitev. Obstaja široko soglasje o gradnji hitre železnice Maribor-Ljubljana v 50 minutah, ki velja za nacionalno prioriteto s ciljem realizacije do leta 2040. Pri mariborskem letališču pa večina, torej Svoboda, SD, SDS in NSI, potniški promet vidi kot nerealen in predlaga razvoj logističnega centra, kargo prometa ter vzdrževanja letal. Resnica predlaga ekonomsko cono, Levica pa dvomi o smiselnost nadaljnjih vlaganj. Skupni cilj vseh torej je posodobitev železnic in preusmeritev tovornega prometa s cest na tire. Članek, ki sta ga pripravila Igor Selan in Mitja Segaj, v celoti preberete v tisku in na spletu. Od danes so cene naftnih derivatov v Sloveniji višje. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,466 evra, za liter dizla pa 1,528 evra. Novo cene je vlada določila včeraj na dopisni seji, je pa cenovni skok ublažila z znižanjem trošarin. Nova cena bencina bo veljala do vključno 23. marca. Vladni ukrep bo imel neposreden učinek tudi na potrošnike. Če cen ne bi regulirali in trošarin ne bi znižali, bi bilo po ocenah za liter 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina treba odšteti okoli 1,576 evra, za liter dizla okoli 1,702 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,342 evra. To pomeni, da bo uporabnik pri 50 litrih bencina prihranil približno 5,5 evra, pri 50 litrih dizla približno 8,70 evra, pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja pa 183 evrov, so po sprejetju vladne odločitve zapisali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi Bojan Kumer. Številni potrošniki so želeli še pred podražitvijo napolniti rezervoarje, kar je minulih dneh povzročilo gnečo in nejevoljo na nekaterih bencinskih servisih, pa tudi pomanjkanje goriva. Predstavljamo Malo šolo politike. Do volitev bomo na Večerovih kanalih na družbenih omrežjih objavili kratke razlagalne videe, v katerih predstavljamo osnove o slovenski politiki. Za vizualno podobo skrbi Uroš Šoštarič, vsebino pa predstavlja Tjaša Gajšek. V prvi epizodi pogledamo v zgodovino, kako smo Slovenci sploh prišli do lastne države in kje so korenine slovenskega parlamenta. Si predstavljaš, da bi na volitvah lahko volili le eno stranko? Nedolgo tega je bilo še tako. Zdravo, jaz sem Tjaša Gajšek in to je Mala šola politike. Serija kratkih razlagalnih videov, s katerimi bomo do parlamentarnih volitev marca na preprost in zabaven način razložili, kako sploh deluje slovenska država, da se v svetu politike ne bomo počutili izgubljene. Mnogi mislijo, da se je slovenska politika začela šele z osamosvojitvijo, a naše korenine so precej globje. Slovenci smo svoje poslance pošiljali v Dunajski parlament že sredi 19. stoletja, kjer so se v boju za narodne pravice izoblikovali prvi slovenski politični tabori. Toda prava prelomnica se je zgodila ob koncu 80. let prejšnjega stoletja. To ni bil le klic po neodvisnosti, ampak klic po koreniti spremembi političnega sistema, prehodu iz enopartijskega socializma v večstrankarsko parlamentarno demokracijo. Še pred 36 leti nismo imeli državnega zbora, ampak skupščino, ki je bila sestavljena iz 3 različnih zborov.
Prve večstrankarske volitve so se odvile aprila 1990, še pred osamosvojitvijo. Takrat je zmagala koalicija Demos, ki je državo popeljala skozi ključne procese osamosvajanja. Šele z novo ustavo, ki smo jo sprejeli 23. decembra 1991, smo dobili moderno demokratično ureditev, kot jo poznamo še danes. Leta 1992 smo dobili prvi pravi državni zbor v samostojni državi. V teh 30 letih samostojnosti smo se naučili marsikaj. Videli smo rojstvo novih strank, propad najmočnejše stranke, vstop v Evropsko unijo in menjave številnih vlad. Zgodovina nas uči, da je slovenski parlamentarizem rezultat večstoletnih sanj o tem, da bi o svoji usodi odločali sami. Danes to pravico imamo in vsakeč, ko odidemo na volitve, potrdimo ta zgodovinski dosežek. Tokrat smo v mali šoli politike izvedeli, kako smo sploh prišli do lastne države in kje so korenine našega parlamenta. Naslednjič pa o tistih, ki v tem parlamentu tekmujejo za naše glasove, o političnih strankah. Vabljeni, da si več o volitvah pogledate na večer.com/volitve 2026. To je bil Večer zjutraj 10. marca 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam svetil pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.